Medtem ko je bil svet osredotočen na Iran, se je znotraj Judeje in Samarije tiho začelo nekaj drugega. Nekaj, kar bi lahko preoblikovalo zemljevid, ne da bi bil izstreljen en sam strel. Odobrenih 34 novih skupnosti. Orožje prihaja po nevidnih poteh in skriti laboratoriji za eksplozive so odkrili nekaj minut pred katastrofo. Vse to in še več v današnji oddaji Judaication. Dobrodošli nazaj v oddaji Judaication na JNS TV. Moje ime je Josh Hasten. Ta teden imamo nekaj odličnih novic. Izraelski varnostni kabinet je tiho odobril ustanovitev 34 novih izraelskih skupnosti v Judeji in Samariji. To predstavlja največje enkratno odobritev novih skupnosti v eni sami odločitvi. In skupno število skupnosti, ki jih je trenutna vlada odobrila od leta 2022, zdaj znaša 103. O tej potezi je prvi poročal i24 News ta teden. Lokacije so razpršene po Judeji in Samariji. Nekatere so nameščene blizu Dženina v severni Samariji, druge pa v strateških koridorjih po območju C, delu Judeje in Samarije, ki je pod popolnim civilnim in varnostnim nadzorom Izraela. Nekateri analitiki pravijo, da je bila poteza izvedena tiho, da ne bi preusmerili pozornosti z vojne z Iranom, še posebej pa ne pozornosti Američanov. Tako gre za začetne odobritve novih skupnosti ali, kot je bilo poročano, za naknadno odobritev že vzpostavljenih sosesk. Sovražniki bodo seveda kritizirali kakršnokoli gradnjo v Judeji in Samariji. Kar se tiče naknadnih odobritev, naj povem, da so v 50 letih prejšnjega stoletja tako delovali kibuci v Izraelu. Vzpostavili bi dejstva na terenu, seveda na zakonitih območjih, in kasneje pridobili končna dovoljenja. Zato se ne pretvarjamo, da je to nova strategija ali da imajo naseljenci spet slabe namene. To je način, kako se izogniti vsej birokraciji. Bistvo je, da več judovskih skupnosti v Judeji in Samariji okrepi celotno državo. In kar je še pomembneje, to je zgodovinsko osrčje države Izrael in judovskega naroda. Ne bi smelo biti nobenega spora, ko gre za Jude, ki gradijo v Judeji. Obenem se je ta teden v Binjaminu pisala zgodovina. Saj je bila v slovesni ceremoniji, ki so se udeležili ministri in poslanci, odprta nova skupnost Maost Sur. Skupnost se nahaja na strateški lokaciji nad cesto 443, eno glavnih prometnic, ki povezuje Jeruzalem s središčem Izraela. Regionalni svet Binjamin je poudaril njen velik varnostni in strateški pomen. Njena ustanovitev je del širšega pristopa krepitve skupnosti kot ključne sestavine nacionalne varnosti v luči groženj iz okoliških območij. Regionalni svet Binjamin je povedal, da gre za popolnoma vzpostavljeno novo skupnost, ki že vključuje vso infrastrukturo, ceste, vodo, elektriko, in prve družine so se že vselile. Vse to je del širšega prizadevanja za krepitev lokalne prisotnosti in vzpostavitev strateške realnosti na terenu. Omeniti velja, da je med prvimi 11 družinami, ki so se vselile, 8 družin rezervistov izraelske vojske, pri čemer so se žene vselile prve in uredile domove, medtem ko njihovi možje služijo na fronti. To je preprosto izjemno. Pravkar smo govorili o odobritvi novih skupnosti, zdaj pa imamo konec tega procesa z dejansko ustanovitvijo nove skupnosti v regiji Binjamin. Med to slovesnostjo je finančni minister Becalo Smotrič povedal, da ko si tukaj, razumeš, zakaj to na koncu pomeni varnost za mesta Modijin, Roša Ajin in Kfar Saba. Dejal je, da ima Izrael močno vojsko z izjemnimi dosežki. In obstaja tudi odločilna politična faza v Judeji in Samariji, ki popolnoma premaga idejo o delitvi dežele in ustanovitvi teroristične države v srcu države. Kaj torej počne nova skupnost? Zagotavlja varnost ključni prometni arteriji. Doda plast varnosti mestam v središču države, kot sta Modin in Rošajn. Nudi stanovanja za judovske družine v državi Izrael. Pomaga preprečiti nastanek teroristične države palestinske oblasti v našem osrčju. Nikoli ne bi smeli biti v zadregi priznati, da te skupnosti preprečujejo vzpostavitev teroristične države v središču države. Kot sem že rekel,
Tisti, ki nasprotujejo temu, da Judje živijo na kraju imenovanem Judeja, ne podpirajo takšnih skupnosti. Zelo žalostno je videti, da preprosto ne razumejo. Nadaljujemo. IDF je ta teden sporočil, da so bili vojaki poslani v vas Al-Ram, severovzhodno od Jeruzalema, po poročilu o več osumljencih, ki so streljali na tem območju. V okviru operativne dejavnosti na tem območju so vojaki prijeli arabske osumljence in izvedli preiskave, med katerimi so našli in zasegli orožje tipa M4, strelivo in dodatne sestavne dele orožja. Ta dejavnost je del stalnih prizadevanj IDF za iskanje in zaseg orožja po vsej Judeji in Samariji. Spomnimo se, da Iran v mnogih primerih tihotapi orožje prek Jordanije v Judejo in Samarijo ter na koncu v številne druge dele Izraela. Morda se bo zaradi nove realnosti v Iranu, ki je izjemno oslabljen, ta vrsta dejavnosti bistveno upočasnila. Hkrati je IDF ta teden sporočil, da so razbili laboratorij za izdelavo eksploziva v mestu Tolkaram, ki je pod nadzorom palestinske oblasti. Med racijo so vojaki našli improvizirane eksplozivne naprave, vključno z 200-cevnimi bombami. Gasilne aparate, namenjene uporabi kot eksplozivne naprave, pritrjene na vozila, velike plinske jeklenke, ki bi jih lahko uporabili kot eksplozivne naprave, nameščene pod vozila, in 50 kg drugih eksplozivnih materialov. IDF pravi, da je laboratorij proizvajal te materiale z namenom napadov na vojake IDF in, bog ne daj, za izvedbo napadov na izraelske civiliste. Hvala Bogu, da so ta laboratorij odkrili in seveda hvala Bogu za IDF. Moja skrb je, koliko še takšnih laboratorijev obstaja znotraj palestinske oblasti, naših domnevnih mirovnih partnerjev. In to je pravo vprašanje. Žal v Judeji in Samariji pogosto ni potreben pištola. Teroristi, ki živijo pod palestinsko oblastjo, pa uporabljajo kamenje kot svoje izbrano orožje. Hatzala Judeja in Samarija, prva odzivna organizacija, je ta teden dokumentirala primer poskusa umora v severni Jordanski dolini. Arabska množica je napadla kmete na tem območju. Med incidentom je bil eden izmed judovskih prebivalcev huje ranjen, potem ko ga je kamen zadel glavo. Teroristi so nato znova dvignili kamen, da bi ga vrgli na ranjeno osebo, ki je ležala na tleh. Toda, hvala Bogu, vojak izven službe, ki je bil na kraju dogodka, je ustrelil in ubil teroriste ter tako preprečil morebiten umor. Zdaj, ljudje, želim pojasniti, da samo zato, ker poteka vojna z Iranom, to še ne pomeni, da Arabci pod palestinsko upravo ne nadaljujejo z napadi na Jude na cestah in vsakodnevnim napadanjem skupnosti. Mimogrede, tukaj je, kako je Al Jazeera poročala o tem incidentu. Rekli so, da so izraelski naseljenci ubili Palestinca med racijo v okupirani vasi na Zahodnem bregu. In številni drugi mediji so imeli podobne naslove. Nekako je Jud skoraj ubit, pa naj bi bili oni tisti, ki naj bi napadali vas. Zdaj, tega dogodka še nisem videl dokumentiranega, ampak po definiciji, veste, kako se imenuje, ko vojak, ki je v Judeji in Samariji izven službe, ubije terorista, ki je dobesedno sekundo stran od tega, da bi ubil Juda? Če ste ugibali izraz nasilje naseljencev, ste imeli prav. Ta dogodek bo zabeležen kot nasilje naseljencev. Zdaj razumete, zakaj so številke očitno poskočile, kot mnogi trdijo. Nisem naiven in vem, da obstajajo trenja, vendar je judovska samoobramba v očeh mednarodne skupnosti, no, to je po njihovem mnenju nasilje naseljencev. In kako nora je ta resničnost? Gremo naprej. Palestinska uprava in njen uradni dnevnik se pritožujeta, da Iran po pokolu 7. oktobra ni izstrelil več raket na Izrael, ampak je pustil Hamas, da se bori sam. To po poročanju novega poročila organizacije Palestinian Media Watch, zelo pomembne raziskovalne organizacije, ki dokumentira, kaj se govori v arabskih medijih in v palestinski družbi pod palestinsko upravo. Palestinska uprava je trdila, da bi bil izid vojne 7. oktobra drugačen, če bi Iran resnično skrbel za Palestince in ne bi zapustil Hamasa. Z drugimi besedami, palestinska uprava se pritožuje, da Iran ni takoj izstrelil več raket na državo Izrael, še posebej takoj po
ali med pokolom 7. oktobra. V trenutni vojni je PMV dokumentiral, da je palestinska uprava molčala o ameriško-izraelskem napadu na Iran in obsodila le iranske rakete, ki so bile usmerjene na arabske države. Palestinske teroristične organizacije so javno žalovale ob smrti ajatole Homeinija, medtem ko palestinska uprava ni podala nobenega komentarja. Največja skrb palestinske uprave je, da bo vojna z Iranom izbrisala palestinsko vprašanje iz vsakodnevnih novic. Z drugimi besedami, ljudje, da bo popolnoma jasno, palestinska uprava je jezna na Iran, ker niso poskušali ubiti več Judov v državi Izrael. Jezi jih, da Iran ni takoj začel izstreljevati raket in dronov že 7. oktobra. Da vam dam neko predstavo, kje stoji palestinska uprava, naš domnevni mirovni partner, glede tega vprašanja. Kakšna je njihova miselnost? Da ni bilo napadenih več Judov. To jih skrbi. O tem razmišljajo vsak dan. Palestinian Media Watch, PMW, prav tako poroča ta teden, da je občina Nablus, ki je v resnici biblijsko-judovsko mesto Šehem, gostila razstavo z 28 slikami ljudi, ki jih imajo za narodne, kulturne in družbene simbole. Vsako sliko je spremljalo pojasnjevalno besedilo o tej osebi. Župan Nablusa, Hussam al-Shakshir, je pojasnil pomen teh osebnosti. Poudaril je, da mi, PA in vsi tako imenovani Palestinci, zelo cenimo vlogo, ki so jo te osebnosti odigrale v palestinski narodni zgodovini na področju delovanja. In to je pomemben del. Od izbranih vzornikov jih je bilo na slikah upodobljenih 12 od 28. Teroristi, ki so bodisi vodili teroristične organizacije, pošiljali druge ubijat, načrtovali morilske napade ali pa so napade izvedli sami. 12 od 28. Župan je dodal, da so ti posamezniki, med katerimi so tudi teroristi, odgovorni za umor tisočev, vzorniki, in da so obiskovalci razstave spodbujeni, da se učijo od teh osebnosti. Če povzamem, župan enega največjih mest palestinske oblasti promovira teroriste kot junake preko umetniške razstave. Zdaj, če si 7-letni otrok, ki živi v Šremu pod palestinsko oblastjo, kar oni imenujejo Nablus, je sploh presenečenje, da odrasteš v občudovanju teroristov in sovraštvu do Izraela ter Judov. To sploh ni presenečenje. Ko me ljudje vprašajo, in to se zgodi zelo pogosto, ali bo tukaj kdaj mir, jim vedno rečem, poglejte, kaj se naslednja generacija otrok uči v šolah. Poglejte, kaj se dogaja v palestinski oblasti in nato poglejte, kaj se Judje v Izraelu učijo v svojih šolah. To je kot noč in dan. Hkrati pa poglejte, kaj se promovira na uradni televiziji palestinske oblasti. Poglejte, kaj se uči na poletnih taborih. In ja, poglejte, kaj se vceplja prek lokalne kulture. Ko si ogledate zgodbo, kot je ta o umetniški razstavi v Nablusu, ugotovite, da se ne bo nič spremenilo, dokler bo naslednja generacija otrok odraščala pod palestinsko oblastjo ob takšnih neumnostih. Nočem biti pesimističen, ampak to je realnost, saj so to naši sosedje, ki širijo sovraštvo svojim otrokom. Morda se bodo stvari nekoč spremenile, ampak trenutno smo še zelo daleč od tega. Kakorkoli že, vedno si zapomnimo eno stvar. In bistvo je naslednje. Judje so iz Judeje. In nič, kar storite ali rečete, ne more spremeniti dejstva, da je to pradomovina, starodavna biblijska domovina in osrčje države Izrael ter judovskega naroda. To je bila še ena oddaja Judaication tukaj na JNS TV. Moje ime je Josh Hasten. Poskrbite, da nam boste dali super zahvalo. Ne pozabite se naročiti. Oglejte si vso neverjetno vsebino, ki jo ponuja JNS TV. Obiščite jns.org za vse najnovejše novice z Bližnjega vzhoda, Izraela in seveda celotnega judovskega sveta. Rad bi se zahvalil vsem ljudem v ozadju tukaj na JNS TV, Aaronu Volgerlantersu za steklom tukaj pri mešalni mizi, Barbari Hanimov, naši producentki, Juriju Sfredskemu, vodi postaje, Ryanu Lišicu in Zaku Sikermanu. Še enkrat, ne pozabite nam dati všečka, super zahvale, se naročiti in naj v prihajajočem tednu slišimo samo dobre stvari. Še naprej molite za dobrobit pogumnih pripadnikov in pripadnic izraelskih obrambnih sil, ki nas varujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Imejte odličen teden in se vidimo naslednji teden tukaj v oddaji Judaization na JNS TV.